Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quelibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Na oder vabim velikega kanclerja Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, monsinjorja Stanislava Zoreta, da nam spregovori nekaj pozdravnih besed. Iskren pozdrav vsem tistim, ki ste razlog našega veselja. Se pravi tistim, ki danes proslavljate in se veselite. In naj bo blagoslovljen ta čas, ki ga bomo preživeli skupaj, in naj bo blagoslovljeno vse naše življenje. K mikrofonu vabim dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Janeza Vodičarja, da nas nagovori. Drage letošnje diplomantke in diplomanti, vas pozdraviti je veselje vsakega delavca naše fakultete. S pogledom na vas se veselimo sadov dela, za katerega smo tu in vaš uspeh nas žene naprej. Že v preteklosti naša fakulteta predvsem obravnavala Boga, prvi del naloge po svetem Tomažu, se danes vedno bolj poglabljamo v človeka kot njegovo ustvarjenino. Veličina študija teologije se kaže prav v tem, da zmore se stopiti, se učlovečiti v konkretnem človeku. Samo tako sestopljena, a s presežnim povezana modrost bo lahko ohranjala polnost človekovega dostojanstva in ga bo v polnosti vključevala odnose z drugimi. Le tako bomo, kot bi rekel sveti Tomaž, človeku prepoznavali pot, ki nas vodi najprej k sočloveku, k družbi in končno preko molitve nazaj k Bogu. Vera kot sposobnost prepoznavanja prisotnosti v odsotnosti drugega rešuje in ohranja odnos, predvsem odnos do Boga. Če vernik v Božji odsotnosti prepoznava njegovo prisotnost, se odnos do Boga poglablja. Umetnost ohranjanja medosebnih odnosov, pa tudi odnosa do Boga, je torej prepoznavanje prisotnosti drugega predvsem takrat, ko v odnosu odsotnost močno prevlada nad prisotnostjo. Torej, ko drugega ne vidimo s telesnimi očmi, lahko še vedno prepoznavamo njegovo prisotnost. To pomeni, da se odnos ohranja, čeprav je drugi odsoten. Molitev je tudi osebno srečanje z Bogom. Odnos do Boga, ki je odsoten, namreč lahko živimo v odnosu do človeka, ki je prisoten. Odnos do Boga torej lahko prepoznavamo v odnosu do človeka. Človek veruje, ker je bitje odnosov. V odnosu do drugega človek namreč lahko prepoznava presežnost oziroma v odnosu do drugega človeka lahko oseba živi odnos do Boga. Ker je vsak odnos iskanje, človek v odnosu do drugega človeka v bistvu išče presežnost, išče Boga. To iskanje drugega je molitev. Človek moli, išče Boga, ker je bitje odnosov.
Počaščeni smo, da je z nami rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, ki ga vabim na oder, da podeli nekaj svojih misli ob našem prazniku. Današnji dan se imenuje po velikem mislecu svetem Tomažu Akvinskem, ki je med drugim dejal: naloga znanosti oziroma filozofije, kot so v tistem času rekli celotni znanosti, ni v tem, da išče resnico o tem, kaj ljudje mislijo o neki stvari, temveč je naloga to, da išče resnico o stvarih. Misel, ki je danes še kako aktualna. Zato sem vesel, da se tudi teološka fakulteta prilagaja novim situacijam, novim razmeram v družbi, kar dokazuje za novim študijskim programom, ki bo začel teči letošnje leto in se odziva na nove družbene potrebe. Le skupaj bomo lahko premagali te krize, le skupaj bomo lahko napotili svet v novo, boljšo prihodnost, ki mislim, da si vsi zaslužimo. Veseli nas, da so z nami zopet naši prijatelji iz Hrvaške. K mikrofonu vabimo dekana Katoliške teološke fakultete Univerze v Zagrebu, profesorja dr. Josipa Šimunovića. Me raduje proslava Dana fakulteta. To je prigoda da se u svečanoj atmosferi i uz ponosne tonove naglasi i prikaže što je sve fakultet ostvario u određenom vremenu i na određenom prostoru. Siguran sam da je i vaš fakultet ostavio prepoznatljivi, vidljivi trag kroz proteklu godinu i na tome u ovom svečanom trenutku želim iskreno čestitati. Želio bih zahvaliti na otvorenosti i suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Ta suradnja poprima različite oblike. Pisanje recenzija, sudjelovanje u znanstvenim skupovima i simpozijima, sudjelovanja u pisanjima znanstvenih radova u zbornicima, časopisima, članstva u odborima i povjerenstvima. Dragim studenticama i studentima koji primaju svoje diplome, od srca čestitam i želim obilje Božeg blagoslova uz želju da budu svjetlo svijeta i sol zemlje u crkvi i društvu. V imenu Katoliške bogoslovne fakultete iz Đakova Univerze v Osijeku bo nekaj pozdravnih besed izrekel docent dr. Zdenko Ilić. V enem koledarskem letu se zvrstijo dnevi, ki se jih radi spominjamo in jih s ponosom praznujemo. Eden teh dni je tudi dan fakultete. Spoštovani, naj vaše delo obrodi sad, ki bo v veselje in prid prihodnjim rodovom. Vivat Academia, semper sit in flore.
Na oder vabim gospoda Tomaža Stojca, ki bo v imenu vseh, ki ste danes sprejeli zaključne listine, izrekel nekaj zahvalnih besed. Naj bo današnji dan dan hvaležnosti, ker hvaležnost je protistrup zagrenjenosti in zameram. Hvala dobremu Bogu, da je bil z nami v letih študija, da smo preko študija teologije odkrivali njegove lastnosti in da jih lahko delimo ljudem naprej. Hvala, da je bil z nami, ko je šla snov težko v glavo in ko smo padli tudi kakšen izpit. Hvala, da nam je podaril ure, pri katerih smo pili modrost profesorjev in jih spraševali o vprašanjih, ki smo jih prinesli s terena. Hvala za vse sošolce in sošolke, ki nam jih je pošiljal v teh letih, da so bile učilnice polne smeha, pogovorov, načrtovanja, pomoči in slastnih dobrot. Hvala, da je dajal vodstvu fakultete modrosti in razumnosti, da so vodili zaupano jim ustanovo, kjer smo se izobraževali. Hvala mu za vse profesore, ki so prenašali svoje znanje na nas. Hvala za vse druge delavce te ustanove, ki so omogočali, da je naše izobraževanje potekalo nemoteno. Thank you.